Dober dan in lepo pozdravljeni v tokratnem delovnem podcastu Moč politike. Moje ime je Suzana Kos, s kolegico Barbaro Eržen, pa sva v studio naše medijske hiše danes povabili Jerneja Pikala, profesorja politologije na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Za zdaj še člana SD, saj ste še, pa razmišljate o tem, da ne bi bili več? Zaenkrat ne, ker se o takih zadevah ne odločam na hitro. Bo verjetno zorelo nekaj časa in nenazadnje jaz tudi glede tega ne menjam tako na hitro stranke. No, ste pa tudi soustanovitelj platforme sodelovanja gospoda Anžeta Logarja, o vsem tem kasneje. Naj se vam zahvalim v najinem imenu, da ste se odzvali našemu vabilu, pa začnimo z najbolj vročo temo tega, bi rekla, prihodnjih dni. Afera sodna stavba, ki močno pretresa SD. Verjetno ste tudi zato rekli, da se ne odločate prav hitro o svojem članstvu. Imamo najnovejše podatke javnomnenjske raziskave, ki jo za naš časopis pripravlja Inštitut Mediana in kažejo, da se je podpora SD katastrofalno znižala. Kako razumete sami te rezultate? Verjetno ste jih pričakovali in ali bi po vaši oceni moglo vodstvo slediti pozivom dela terena, ne odstopi, prevzame odgovornost? Sami ste to storili po parlamentarnih volitvah, ko ste vstopili z mesta podpredsednika stranke. Rezultati so na nek način pričakovani. Torej, da bodo slabi oziroma katastrofalni, je seveda neposredna posledica te afere, ampak vzroki za to so pa mnogo globlji, kajti socialna demokracija na Slovenskem že zelo dolgo nima pravzaprav več nobene zaresne vsebine. Vse, kar jo drži skupaj, je ta oblast na nek način oziroma ideja o oblasti. Da bi pa sama imela neke ideje, za katere bi delala, za katere bi ne samo zavzemala, ampak za katere bi delala in bi seveda iz tega tudi kaj naredila, pa že kar nekaj časa ne. Moj odstop 22. leta je bil točno zaradi teh istih razlogov, ki so pač zdaj tako močno prišli ven. Namreč že predtem, zdaj govorimo o letu 2021, sem pač videl, da stvari nimajo več nobene vsebine, da stvari ne grejo v pravo smer. In zato tudi sem pač počakal do samih volitev, kjer je pa postalo jasno, seveda, da z nekaj več kot 6% je socialna demokracija pravzaprav dosegla najslabši rezultat. Ampak to je samo nek zunanji izraz nečesa mnogo večjih problemov, ki se dogajajo znotraj in tudi zdaj točno to vidimo. Tanja Fajon je sicer rekla, tudi ko ste vi odstopili, da je mogoče čas za premislek. Je pa mogoče zdaj res pravi čas za premislek. Ja, zanimivo, ne. Jaz sem šel gledat tisti moj tweet, s katerim sem napovedal, da bom odstopil, in potem odziv Tanje Fajon je bil identičen odzivu zdaj. Torej, ja, sigurno bomo imeli čas, bomo premislili takrat do kongresa 6 mesecev, zdaj bomo si vzeli čas, bomo premislili in tako naprej. Jaz mislim, da se nič ne bo zgodilo. Tako kot se takrat ni zgodilo, temeljita analiza volilnega poraza in sicer znotraj SD-ja ni bila zares nikoli opravljena. Bila opravljena neka osnovna analiza, ampak taka zares poglobljena, temeljita analiza nikoli. In nekaj podobnega pričakujem zdaj. Torej, da te analize preprosto ne bo. In to iz enega zelo specifičnega razloga. Namreč predsedniku vlade ustreza, da ima relativno šibko, do neke mere, relativno šibko partnerico, da seveda ta partnerica tudi ne gre ven iz koalicije, ker potem ima povsem neke druge probleme. Ampak na drugi strani je pa še vedno v koaliciji in obenem vedno ima predsednik vlade možnost, da
kot se temu reče po domačem, malo zategne, ne, kako stvar, pa potem socialni demokrati spet grejo v podpori nekoliko dol. Tako da to so ti interesi, kjer igramo. Ne. Pod črto pa torej ne pričakujete, da bi recimo Tanja Fajon, predsednica stranke, odstopila? Oziroma, če lahko jaz še dopolnim, vi pravite, da se ne bo nič zgodilo, rezultati za samo stranko v javnomnenjski anketi, ki jih bomo objavili v ponedeljek, so katastrofalni. Do sedaj, vse tako, kot se spomnimo, še nikoli ni bila na tako nizkih številkah, tudi za Tanjo Fajon velja podobno. Ta anketa bo zagotovo vplivala na razpravo konference stranke, ki je v ponedeljek zvečer. Vprašanje je seveda, da se pojavljajo nekateri v okviru stranke, da če bi šli iz koalicije, da bi jih potem komentatorji ubili in še bolj povezovali z SDS. Vi ne verjamete, da se bo nepoglobljena razprava, ampak ta anketa vplivala na odločitev konference oziroma na razpravo v sami konferenci, kaj storiti? Anketa bo definitivno vplivala, ne, na razpravo v konferenci. Samo vprašanje je, če lahko to privede do kakršnega koli dejanja. Recimo to, kar je Barbara vprašala, poziv predsednici, da pač da prostor nekomu drugemu? Sej predsednica, to vemo iz preteklih mesecev, je že nekajkrat testirala tezo, da ona pravzaprav ne bi bila več predsednica, samo da bi ostala ministrica, ne, ker je to tisti del, ki pravzaprav njo zanima. Tako da tudi to je treba vzeti v obzir. Koga bi vi videli, recimo, če se zgodi res to, da bi Tanja Fajon odšla še pred evropskimi volitvami, se vam zdi to prava poteza, da se pač še do junija kaj razčisti, mogoče proba s tem to spremembo obrniti trend? Ali je morda bolj taktično modro, da se počaka evropske volitve, tam vidi, kakšen bo rezultat, ker nekako pa vsi v SD, verjetno tudi vi, pričakujete, da pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami se bo na vrhu SD zgodila menjava. Takšna je drugačna. Če socialna demokracija želi obstati v parlamentu, mora narediti zamenjavo, ker drugače bo, in verjetno bo to tudi vaša anketa v ponedeljek pokazala, ne samo na robu, ampak že davno izven samega parlamenta. Tisto, kar bi, tu je pač dilema v tem, vi pač imate zdaj nekoga, ki je jasno izpostavljen kot tisti, ki ni več dobrobit stranke, kot je Tanja Fajon dolgo bila percipirana, ampak kot nekdo, ki je neka peza te stranke. In zdaj, če seveda to ohranjate do evropskih volitev, boste pač vedno imeli tega nekoga, ki bo na nek način stranko vlekel navzdol. Ampak vprašanje je, če je nekdo drug, v tem smislu se zadnje čase pojavljajo in Matjaž Han in Matjaž Nemec in verjetno bi se še kdo pojavil, ki pa lahko tako hitro zadevo obrne, da bi se trend glede evropskih volitev lahko obrnil. Tu je treba še eno stvar vzeti v obzir, in sicer vprašanje vlade. Namreč predsednik vlade želi, da so v ministrskem kabinetu tudi predsedniki strank. To je bila neka njegova želja, ki jo je na ta način tudi uresničil. Na ta način jih kontrolira in obenem jih ima ob sebi, da ne igrajo proti njemu od zadaj in tako naprej, kar je nekako logična zahteva recimo vsakega predsednika vlade. Torej, v tem smislu ima Matjaž Han neko določeno prednost. Ampak še enkrat, Socialni demokrati so velikokrat menjali predsednike samo zato, da bi se zamenjal obraz. Ampak to ni vzrok vseh problemov. Vzrok problemov je mnogo globlji. Je ta afera? Seveda je to vzrok problemov, ampak druge stvari so veliko bolj krucialne od tega, da socialna demokracija pravzaprav ne ve v zadnjih 5-8 letih, kaj bi pravzaprav rada, nima jasno izdelanega načrta, zateka se v neke politike, ki so tako rekoč kulturni boj, namesto da bi se ukvarjala z vprašanji vseh tistih, ki delamo za lastno preživetje, skratka z vprašanji, pa ne samo delavcev v klasičnem smislu. Ampak danes se je ta zadeva popolnoma spremenila in
večina ljudi, ki ne živi od rente, kapitala in tako naprej, pač dela za lasten obstoj. In ustvarjanje pogojev za tiste je pravzaprav naloga socialne demokracije. In socialna demokracija se skoraj ne ukvarja več s tem. Se pravi, da ste kritični tudi do tega programa. Jaz se spomnim še pred volitvami, ta rdeča knjižica, s katero so mahali, ki so ga pripravljali strokovnjaki stranke in tako naprej, ni dal odgovore ustrezne na to. Ali se ga samo v stranki ne držijo? Jaz mislim, da ga pravzaprav pač glede na volilni rezultat seveda zelo težko izvajajo, če ga sploh izvajajo. Ne. To je bistvo problema. Ne. Jaz vsej moram reči, da sem bolj kot povprečen državljan, ne, spremljam politiko, ampak da bi jaz videl, da se neke programske smernice speljujejo skozi javne politike, ne, v smislu zakonov in tako naprej. Zelo mi je žal, ampak jaz tega ne vidim. Prej to vidim, če smem reči, pri Levici. A ne? Gibanje Svoboda nima kaj prav dosti tega, se ukvarja bolj z vladanjem kot z vsebino. A ne? Se pravi, če kdo tudi vsebinsko gledano, pa seveda to ni vse, počne to pravzaprav stranka Levica. Verjetno je tudi razlog za to sam izbor resorjev, ki so jih vzeli, ne? Ja. Veliko je bilo polemike tudi glede pravosodnega resorja, ali je to sploh nek socialno-demokratski resor in kaj tam sploh možno pokazati, narediti. Seveda, ne. Čeprav ga je stranka v preteklosti že imela, ne, gospod Katičevo. Tako, stranka je ta resor že imela, ampak to so tipični resorji, ne, kjer pač neke svoje politike kot politike zelo težko izvajate. Ne. Veste, če pogledamo, ne, včasih, pa to 30 let nazaj, je socialna demokracija, ali pa tudi lahko rečemo generalno gledano levi pol, imel več izobraženih in izurjenih politikov, ki so lahko prevzemali ministrske funkcije. Desnica je v tem smislu bila odzadaj, ne? Ni imela toliko izgrajenih kadrov za te funkcije. Ne? Danes se je ta slika popolnoma spremenila in zaradi tega vam pravzaprav danes ministrski kandidati, ki jih imate, oni si pravzaprav že prej zamislijo, katero področje in potem glede na to, katero področje, seveda tudi stranka reagira. Ergo, to v bistvu pomeni, da je stranka in njene preference so, zdaj pa če rečemo zelo trdo, talec na nek način osebnih interesov posameznikov, ki želijo biti ministri. Kajti za tiste stvari potem seveda stranka tudi pledira, se zavzema in tako naprej v koalicijskih pogajanjih. No, omenili ste že ravnanje gospoda predsednika vlade Roberta Goloba, da mu ustreza v bistvu šibenje koalicijskega partnerja, katerega član ste še vedno. Bi mogoče lahko povlekli kakšne vzporednice s preteklostjo, ker meni se zdi, da se zdaj prvič obnašal tako, kot se je obnašal včasih gospod Janez Drnovšek. Jaz se spomnim še časov, kako smo bili novinarji živčni, ko smo čakali, ali se bo odzval, kdaj se bo odzval, kdaj bo sporočil svojo odločitev. Tukaj je en moment, se mi zdi, ne vem, kdo je vplival na to, da nekoliko drugače ravna. Mislim, da je zdaj že tudi medijsko, ne, tako ta zadeva tudi razkrita na nek način, če tako rečemo. Tako da lahko brez problema rečemo, ne, da je pač verjetno tisti, kar je novo v tem smislu, ne, je, da je pač, kakor jaz vem in kakor tudi mediji poročajo, Gregor Golobič vstopil v to igro in ne vem, očitno pomaga predsedniku vlade. Zdaj, poteze so zelo podobne kot iz tistega časa. Kot vidite, ne, predsednika vlade se je skoraj v popolnosti umaknilo iz javnosti. Ne. Predsednik vlade komunicira zgolj in samo
pisno, oziroma zelo redko daje, stavki. Tako v kratkih stavkih sporočila so kratka, tudi ni več tistih instagramovskih, takih drugačnih, tretjih, četrtih, a ne. Stvari, odločitve trajajo dolgo, ni veliko problemov, če so tudi neke daljše odsotnosti v tujini in tako naprej. Nihče tega ne problematizira, nihče glede tega več ne reče nič, ne. Pa bi verjetno, vsej glede na neke delovne obveznosti, lahko verjetno kdo kaj vprašal. Kot kaže zadnja javnomnenjska raziskava, se mu je ta taktika vsej začasno obrestovala. Mislite, da, oziroma njegovi stranki, mislite, da lahko tudi to dolgoročno možnost za uspeh, predvsem na evropskih volitvah? Ja, jaz mislim, da ja, ampak, ne. Kje je razlika med 90-imi in danes, ne? V 90-ih je medijski prostor, ki je pomemben v tem smislu, bil seveda nekoliko drugače strukturiran. Nismo imeli ne socialnih medijev, ne drugih stvari. Torej, tako kot se je v 90-ih so se stvari dogajale, se danes ne morejo. To je ena velika razlika in na to razliko mora računati, če misli na isti način delati. Drugič, jaz mislim, da je veliko težje. Ni problem nekaj razstaviti. A pa ima še kdo moč, da bo nekaj sestavil nazaj, to je pa danes veliko, veliko težje. In to smo videli. Videli smo, ko je bila koalicija ustavnega loka, ko ni šlo skozi. Videli smo še kje, ko pravzaprav moč tega, da pa postaviš stvar, te moči pa ni več. A veste, je moč, da se nekaj razstavi, ne? Ni več pa moči, da se nekaj na novo postavi. Ali s tem namigujete, da je na nek način usodno, da so s temi potezami, da je usodno zaznamoval vnaprejšnjo delo koalicije oziroma da je porušil to zaupanje, o katerem je govorilo vodstvo SD? Glejte, zaupanje je v vsaki koaliciji ključnega pomena. Že tako ali tako je ogromno faktorjev, ki vam vsak dan, dobesedno vsak dan vam prihajajo v sistem in ko ne veste, od kod pride, zakaj pride, s pomočjo katerega lobista in tako naprej. V bistvu morate samo braniti sistem. In zdaj, če partnerji med sabo nimajo zaupanja, potem toliko težje branijo sistem in stvari, kako grejo. Ampak pazite, to je šele branjenje. Kaj šele, da bomo kaj naredili? Ja, veste, zdaj šele branite svoj gol, kaj šele, da boste kaj naredili, do tam pa še nismo prišli, no tem jaz govorim. Kvečemo branijo zato, da lahko ostanejo na oblasti, niso pa na oblasti zato, da bi kaj naredili. In to ljudje, ne, iz teh javnomnenjskih poizvedb je zdaj pa vendarle že kristalno jasno, da ljudje v veliki meri zamirijo, da se reforme ne izvajajo, da se nič ne zgodi, da je stopicanje na mestu, da se nihče ne ukvarja s stavkami in tako naprej. Ja, se to kažejo tudi te rezultati ankete, ki bomo objavili v ponedeljek. Na eni strani se je spet povečal delež tistih, ki ne vedo, koga volili, zelo se je povečal kritičen odnos do parlamenta in tudi do vlade kot celote. In zanimiva se mi je zdela ena prispodoba, ki verjetno lahko opisuje to, kar se bo dogajalo v prihodnje. Ne spomnim se, kdo natančno je zapisal, da se gospod Robert Golob ne zaveda, da plima in useka dvigneta ali spustita vse ladje. Se pravi, ko bo oseka, ne, bo potopil v bistvu tudi svojo celotno barko. Jaz tudi mislim, da je naivno pričakovati, in to vem, da se pričakuje se dva momenta. Prvič, da bodo ljudje pozabili, kako je bilo prvo leto in pol ali pa 2 leti, skratka, da se nič ni zgodilo. In drugič, seveda, da se ta negativen odnos ne bo vlekel naprej, ker se bo.
ljudje vendarle ne pozabimo tako hitro. Videli smo v nekih prejšnjih vladah in levih in desnih, da tisti cukrčki na koncu ali pa to ali ono ne dajejo zares, ne naredijo zares razlike. Malo mogoče, ampak zares razlike pa ne. Zaradi tega jaz pač mislim, da se dogaja nekaj povsem drugega. Na začetku te vlade smo videli konsolidacijo levo-liberalnega prostora, SAB, LMŠ, Gibanje Svoboda in tako naprej. To je prvi del konsolidacije. Drugi del konsolidacije na nek način se dogaja zdaj, ko se na nek način šibi stranko socialnih demokratov. Levica v tem smislu ni vprašljiva, zaradi tega, ker levica je toliko na margini, da nikoli ne bo posegala v mainstream. Torej, to je zdaj druga faza konsolidacije. Ampak, ko imate vi blok vzpostavljen, pa tako kot vi rečete, blok gre navzdol, ko je vseka, potem je to seveda priložnost za desno stran, da dobi volitve. In tega se mora predsednik vlade zavedati. Tisti dizajnerji, na nek način, ki delajo z njim, se morajo seveda tudi zavedati, da v enem bloku brez alternativ, če se tule kaj zgodi, je seveda to tudi zelo, zelo ranljivo. Tako da, če ni alternativ in če volivci na levi ne bodo imeli alternativ, potem, a veste, tisti, ki so tam na sredini, in so ob nekih dobrih pogojih ali pa drugačnem pristopu zmirne, recimo temu desnice, bodo šli čez rob. In to je bistvo problema teh, ki pač zdaj počnejo prvo, drugo fazo konsolidacije. In mislim, da je relativno kratkovidno to. Mislim, da te vaše besede in analizo potrjuje tudi anketa, ki je objavljena v sobotnem delu. Spraševali smo namreč ljudi, kaj menijo o tem, ali si vlada Roberta Goloba kot celota zasluži interpelacijo zaradi slabega vodenja. 36% meni tako, 44% meni, da je ta interpelacija proti celotni vladi, ki jo je napovedal Janez Janša, na omrežju X upravičena. Te dve številke, 36 in 44%, segata dlje od podpore, ki jo merijo ankete Janezu Janši in NSI oziroma desnemu polu. Ja, to je točno razočaranje ljudi. Ljudje pač vedno imajo neke projekcije, v tem smislu so imeli projekcije uspešnega menedžerja, ki pač bi na enak način in z enakimi prijemi vodil tudi vlado. Zdaj, vsi, ki smo kadarkoli bili tam blizu, vemo, da to ne gre tako in da menedžerske sposobnosti so sicer pomembne in nič ni narobe z njimi, ampak za voditi vlado je pa potrebno še kaj drugega. Če ostanemo še malenkost pri tej aferi, ki se je zgodila na pravosodnem ministrstvu, tudi sami ste bili minister v času Šarčeve vlade, minister za izobraževanje. Ministrica za pravosodje, vse zaenkrat še Dominika Švarc Pipan, govori o tem, kako so bili številni kadri v kabinetu na ministrstvu vsiljeni strani stranke in da pravzaprav na nek način sama ni mogla polno voditi. Je to nekaj, kar ste tudi vi občutili? Kar se je dogajalo. Ja, to je nek modus operandi, ki ga stranke počnejo. Zdaj, kaj je tu narobe? Kabinet ni nič narobe, če so to strankarski ljudje, ampak primarno so ti ljudje tam zato, da pomagajo ministru, državnim sekretarjem, skratka, da je to pač politični del ministrstva, katerega naloga je, da pač politično vodi ministrstvo. Problem nastane, ko ta minister ni tako strogo strankarski človek in potem ti ljudje v kabinetih poslušajo stranko, v tem smislu, čeprav vidim generalnega sekretarja stranke, skratka, on jim daje navodila, minister se pa znajde pred neko čudno situacijo, ko bi pravzaprav morali njemu pomagati, pa mu ne pomagajo zato, ker delajo za stranko. To je problema.
In kadar imate tako ministrico, pa tudi jaz sem do neke mere bil tak minister, si pač morate izboriti neke ljudi, predvsem pa tisto, kar je bil vedno moj pogoj, da imam jaz zadnjo besedo pri tem, kdo bo v kabinetu. Ker to zadnje, kar hočete, je, da pridete v škarje z lastno stranko, zato ker lastna stranka, veste, tam ljudje prihajajo, prosijo za to, ono, tretje. Stranka poskuša posredovati, ti kot minister moraš pa vendar gledati na celoto. In predvsem nekatere stvari pač ne grejo. In je treba zelo jasno povedati. In zdaj najhuje pa je, če so to potem te napetosti v tem lastnem kabinetu, ki bi vam pravzaprav moral pomagati delovati, ampak dela za nekoga drugega. Čeprav meni je recimo dosti nenavadno to, kar govori Dominika Švarc-Pipan, da ona ni mogla vplivati na nobeno odločitev gospoda Gojkoviča, ki je kadroval. Mislim, to se mi vseeno zdi neverjetno, da minister ni imel nobene besede in ni mogel nič. To se tudi meni zdi neverjetno. Prvič, minister ima vse vzvode za kadrovanje, seveda v skladu z pravili in tako naprej, si je pa treba to vzeti. Če ti kdo ne da, si je pač treba to vzeti. In se zelo jasno pogovoriti z generalnim sekretarjem v tem smislu, ministrstva, če je to vprašanje, ampak tako minister to naredi. Vi ne morete, a veste, to je prav smešno, da vam drugi sprejema odločitve, vi ste pa tam, ne vem zakaj, zato da se po televiziji kažete. To ni vaša ključna vloga. Vaša ključna vloga je, da peljete politiko, sprejemate odločitve, aparat vam pripravi, vi pa potem odločate. To je naloga ministra. Kakšna je bila pa v vaših izkušnjah vloga generalnih sekretarjev oziroma glavnih tajnikov, kot jih imenuje v SD? So pogosto hodili na ministrstvo prositi urejati stvari? Ne, veste, to se počne malo drugače. Glavni tajnik SD-ja, in mislim, da je Klemen Žiber to tudi rekel, ima pač enkrat tedensko za generalnimi sekretarji ministrstev nek sestanek. Zdaj se temu reče kolegi ali kakorkoli. Torej, da bi k meni na ministrstvu hodil generalni sekretar SD-ja, ni, to ne gre. Jih pač on poskuša poklicati, z njimi pogovarjati in tako naprej. Ampak vi, kot minister, morate imeti nadzor. Ne morejo se vam stvari dogajati, brez da bi vi vedeli na lastnem ministrstvu. Zato pa imate generalne direktorje, vodje sektorja in tako naprej. Vsi pa niso od stranke, če tako gledamo. Čeprav meni se zdi zdaj pri tej vlogi, pa ga ne branim, gospoda Žiberta Kritek, ne vemo, kaj se je dejansko zgodilo, res veliko sprenevedanja, tako recimo glede aktualne strukture. Sama sem slišala generalno sekretarko Gibanja Svoboda reči, da je bila ves dan na vladi, se pravi, ona tudi hodi, ali pa hodi na gospodu Golobu, pa verjetno generalni sekretar pravzaprav nima kaj tam početi. Tudi do konec koncev to, kar zdaj poslušamo, glede recimo vloge gospoda Gregorja Golobiča v preteklosti, z razlago, da je on deloval v časih, ko se je šele začenjalo, da je bil to čas improvizacije, in tako rekoč improlige. Ampak tudi v improligi lahko različno nastopaš. Ja, to imate zelo prav. Zakaj pravzaprav danes gre? Ti generalni sekretarji imajo neko vlogo. Vloga je primarno, lahko bi rekli kadrovska, kar so že tudi takrat generalni sekretarji zelo dobro počeli. Oni so pač nek prvi, zdaj lahko bi rekli filter ali kakorkoli, za, kar se tiče kadrovskih stvari, tako zdaj stvari so, za vlado. In to je tisto, kar generalni sekretarji imajo tudi svojo koordinacijo, torej različnih strank imajo svojo koordinacijo med sabo,
in tam se pogovarjajo o možnih kadrovskih rešitvah. Ampak spet, ne morejo biti oni tisti, kar pa se dogaja. In to je problem. Ne morejo biti oni tisti, katerih domenjene odločitve gredo direktno na vlado. Preprosto ne. Zato, ker je vmes ministrski zbor in ministrski zbor ima v torek KAZI, torej Komisijo za administrativne zadeve in imenovanja, in tam je pa pravo sito. In tam bi moralo biti pravo sito. Ne, da je prej politično dogovorjeno, ampak je treba na KAZiju stvari dogovoriti. Ne? Morda, če se še proti koncu dotaknemo še ene vaše vloge, funkcije, ste tudi soustanovitelj platforme sodelovanja, član upravnega odbora. SDS je predvsem zaradi udejstvovanja Anžeta Logarja v platformi sodelovanja nekako postavil ultimat svojim poslancem, mogoče še ni ultimat, pa verjetno to še bo, da naj se zavežejo, da ne bodo izstopili iz stranke oziroma poslanske skupine. Je Logar s tem že kaj, ste že o tem kaj govorili z Logarjem na platformi? Ne, moram reči, da o tem se nismo pogovarjali. Sedaj pravzaprav večino tistega, kar se pogovarjamo, zdaj sta bile 2 javni tribuni, zdaj v marcu bo 3. javna tribuna. No, pa začeli ste tudi s terenskimi obiski. Ja, začeli smo tudi s terenskimi obiski, tako da vsej na upravnem odboru tega še ni bilo. Pa pričakujete, da bo, oziroma ali novinarji nekako ne verjamemo, da se to, morda se nova stranka ne bo imenovala platforma sodelovanja, ampak nekaj drugega. Yeah. Ali sami ne pričakujete, da bo Logar na neki točki ustanovil neko stranko? Glejte, to je pričakovanje, ki je v zraku. Ampak v zraku tudi vašem temu ustanovitelju, ker novinarji seveda ne pričakujemo. Normalno, ampak a veste, jaz zaenkrat pri sebi, čisto tako, pač delam v okviru društva. To je društvo. Ali bo preraslo v stranko in ali se bom jaz odločil, da bom potem tudi na nek način zamenjal stranko, to je nekaj drugega. Tisto, kar bi mi radi pokazali je, in jaz to moram reči, da včasih tudi nosim na lastnem telesu, ne? Namreč, da se hecam glede tega, ne? Kako čestitko manj dobimo od SD-jevcev za rojstni dan, ampak pač tako je, ne? Sej razumeš ljudi. Ne? Nimam problema nositi na lastnem telesu, da poskušam tudi čez uveljavljene politične meje z nekom sodelovati. Pa to ne gre za tisto sodelovanje, ki je zdaj tako butnalo ven, tisto korupcijsko sodelovanje, ampak preprosto to je moj miselni napor, da poskušam z nekom, ki je drugačnih nazorov, drugačnih pogledov, verjetno ima tudi drugačne politične rešitve, da poskušam z njim ali z njo sodelovati. In to je moj vzgib. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da je v tej državi, zdaj pa bom rekel, poslovni model, tako levice kot desnice, izključevanje. Preprosto vsak mora kuriti svoj del, zato da prvič zdaj vmes med volitvami, zato da drži volivce pri sebi, in drugič zato, da ko pride čas, mora strašiti drug pred drugim. In to lahko opazujete dnevno in to se vam pravzaprav dnevno dogaja. Ampak, da pa ljudje, ne, tako v vsakdanjem življenju, ne sprašujemo, a si ti od te ali one stranke ali kakorkoli, ampak preprosto sodelujemo, če vidimo v tem interes, res ne razumem, zakaj ne bi, vsaj v okviru društva zaenkrat. In ideja društva je v tem, da odpira neke teme, da odpira stvari, predvsem pa, da kaže, da se v tej državi da sodelovati. Ali tudi politično, to pa mora še biti. Menite, da lahko Logar uspe prepričati, glede na to, da prihaja iz SDS, tudi leve volivce, oziroma liberalne? Levih in levo-liberalnih težko.
nekatere, ja. Imate pa en ogromen pool ljudi na sredini, ki potem je pa treba pogledati malo globlje, ne. Skratka, imate en bazen ljudi na sredini, ki so mogoče, ne vem, ekonomsko liberalni, pa socialno recimo bolj usmerjeni proti levi, in tako naprej. Skratka, imajo različne karakteristike, ima ta sredina. In če uspe nekomu iz desne sredine nasloviti tudi te značilnosti leve sredine, potem lahko pridobi nekaj volivcev. Mislim, ne pozabiti, leta 2004 je tudi Janez Janša pridobil en del volivcev iz leve sredine. A veste, katero bo vprašanje, na katerega boste odgovarjali, če platforma nastane stranka v predvolilnih soočenjih? Ne, povejte Ali mi. boste sodelovali v vladi, ki bi jo vodil Janez Janša? To vas jaz vprašam, recimo vas intimno, osebno. Ja. Bi Ali- sodelovali. Ja, V tem trenutku bom zelo dajmo jasno začeti rekel. s tem vprašanjem, ne? Lahko me vprašate v vladi, ki bi vodil Janez Janša, ne. Kaj pa v vladi, ki bi jo vodil Anže Logar? V vladi, ki bi jo vodil Anže Logar, pa ja. Ok. Končajmo na tem mestu tokratni podcast Moč politike. Spremljali bomo, kaj se bo dogajalo po ponedeljkovi objavi te naše javnomnenjske ankete, ki je nas vse v uredništvu presenetila. Gospod Pikalo, zahvaljujeva se vam z Barbaro za to, da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala lepa vama. Vam pa hvala za pozornost. Vidimo se spet čez teden dni.